Na današnji skupščini Zvona 2 in Zvona 1 ID, ki sta si neposredno sledili, smo predstavniki malih delničarjev izvedeli precej zaskrbljujočih informacij, predvsem na prvi skupščini, medtem ko smo na drugi skupščini Zvona 1 ID lahko zadovoljni nad tem, da je, kakor je bil tudi nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev, prišlo do tega, da bojo dividende namesto strani uprave predlaganih 0,21 evra bruto na delnico, 0,61 evra bruto na delnico, sicer ne izplačano v 2 mesecih, kot smo predlagali, pač pa v 3. Hkrati pa pri tej točki dnevnega reda absolutno nesprejemljivo, da se o delitvi bilančnega dobička odloča skupaj z podelitvijo razrešnice upravi nadzornega sveta. Temu smo ostro nasprotovali. Ne moremo biti zadovoljni niti z odločitvijo o izvolitvi novega člana nadzornega sveta. Naš kandidat, član strokovnega sveta, dr. Tadej Kotnik, ni bil izvoljen. Zahvaljujemo se seveda za podporo preko 16% na skupščini prisotnega kapitala, ki so takšen nasprotni predlog, kot smo ga podali, podprli, vendar to žal ni zadoščalo. Nadaljeval bo mandat dosedanji nadzornik, za katerega se je v razpravi pokazalo, da je preveč povezan z upravo po naši oceni. Jaz sem to tudi izrecno izpostavil, namreč glede na njegovo izvajanje pod točko izvolitve novega člana nadzornega sveta se je potem priglasil še predsednik uprave in pa tudi članica uprave Krekove družbe, ki sta oba dva v bistvu posegla z neko interpretacijo njegovih stališč, kar je absolutno, milo rečeno, vsaj nehigienično. Pri imenovanju revizorja je Vseslovensko združenje malih delničarjev tudi na podlagi podpisov drugih delničarjev in na podlagi zakona o pravnih naslednicah PID-ov zahtevalo in predlagalo nasprotni predlog, s katerim bi imenovali posebno revizijo, ki bi preverila nekatere navedene pomembne posle v zadnjih 5 letih, ki so vsekakor lahko sporni in bi s tem njihovo spornost oziroma sum v to lahko odpravili. Žal podpore na skupščini temu ni bilo, tako da bomo o nadaljnjih postopkih v zvezi s posebno revizijo razmislili glede na možnosti, ki jih daje zakon o pravnih naslednicah PID-ov. Pri tem kaže še enkrat pozvati več kot 33 000 delničarjev, predvsem iz naslova certifikatskega lastninjenja v Zvonu 1 investicijski družbi, da se obrnejo na Vseslovensko združenje malih delničarjev zaradi nadaljnjih postopkov, ki jih bomo prekoslej v zvezi z zadnjo skupščino in pa sicer to investicijsko družbo vodili tudi v nadalje.